Danes v novicah med drugim uspešen zaključek jubilejnega leta. Ob 120-letnici rojstva Frana Zvitra. 24-urni dobrodelni zgibatlon uspel. Lep pozdrav. Z učinkovito gasilsko zaščito krajev, občin, pokrajin, države je vsekakor pomembna usposobljenost kadra in ustrezna tehnika. Gasilska zveza Metlika je leto 2025, v katerem praznuje 70 let delovanja, končala s svečano podelitvijo činov in podpisom pogodbe za novo vozilo. Poglejmo prispevek. Številni mladi so v tem letu opravili najdaljši tečaj v gasilskem izobraževalnem procesu, tečaj za operativnega gasilca. Smo tudi vsi nosilci funkcij v Gasilski zvezi Metlika ponosni, da številni sledijo poslanstvu gasilstva, ki ima svojo zibelko v Metliki, da so operativne enote vedno močnejše, številčnejše in s tem vsak dan lahko kos spremenjajoči se naravi, grozečim se naravnim in drugim nesrečam. Na izzive sodobnega časa se morajo prilagajati tudi na tehničnem področju. Tako so podpisali pogodbo za novo vozilo GVC-1 za prostovoljno gasilsko društvo Gradac. Strošek nabave tega vozila je tam približno 300 tisoč evrov. S tem občina samo sledi strategiji opremljanja z težko gasilsko mehanizacijo strategiji, ki smo jo začrtali skupaj z Gasilsko zvezo Metlika. Smo podpisali pogodbo že za 6. vozilo težke tehnike v zadnjih 7 letih in to je tisto, da so vsi 4 sektorji v občini Metlika pokriti in bodo pokriti z prihodom tega vozila z potrebno tehniko. To novo vozilo, ki ga bomo pa dobili, pa bo nekako nadaljevanje in dokončanje naše vožnje, našega društva proti 140-letnici. S tem mislim, da bomo naši gasilci in vsi skupaj kompletni sektor dobili priložnost, da se izkažemo in pomagamo tako, kot smo do sedaj. Društvo, ki skupaj z mladino šteje okrog 260 članov. Metliška občina ceni in podpira poslanstvo gasilcev. Kako pomembno je izobraževanje, kako pomembna je opremljenost, predvsem pa kako pomembna je pripravljenost naših občank in občanov, da skozi prispevek, ki ga dajejo preko gasilskih društev, pomembno prispevajo k varnosti naših občank in občanov in pa varnosti tudi našega premoženja. Skupaj bodo torej zavzeto skrbeli za vse našteto tudi v prihodnosti. V mestni občini Krško je trenutno odprtih kar nekaj večjih gradbišč. V nadaljevanju pa bomo predstavili največjega, gradbišče novega pokritega bazena, ki velja tudi za eno največjih naložb v občini nasploh. Za gradnjo so pridobili kar nekaj sofinancerskih sredstev. Lahko rečem, da nam je uspelo, če zaokrožimo številke, za samo izgradnjo tega objekta pridobiti 8,1 milijona evrov nepovratnih sredstev, kar je ogromno pri 15-milijonskem projektu, s tem, da moramo poudariti, da v bistvu govorimo o objektu športnem, ne samo bazenu. Bazenski kompleks bo namreč pod svojo streho gostil še nekaj drugih športnih disciplin. Govorimo tudi o 2 telovadnicah za borilne veščine oziroma za druge športe, govorimo o savnah, govorimo o lokalu, govorimo o infrastrukturi okoli, tako da če to odbijemo, potem lahko rečemo, da imamo bazen sofinanciran v dobršni meri z nepovratnimi sredstvi. Trenutno zaključujejo montažo jeklene konstrukcije, svoj videz dobiva streha, začeli so z montažo fasade. Znotraj objekta pa se izvajajo že elektrodela, strojna dela, montirajo se prezračevalni kanali, skratka sestavlja se tehnološko oprema za delovanje samega bazena. Zunaj objekta pa se izvaja tudi dela na zunanjo ureditveni promenadi. S čimer se bo za celotno področje ob Savi začelo novo življenje. Športni center s tem bo dobil neko končno obliko in ob planiranih oziroma želenih umeščanih novih stanovanjskih objektov tudi na tem delu mestne občine Krško, verjamem, da bo zaživel ta park, športni park v celoti. Zaključek del in odprtje bazena sta predvidena prihodnjo jesen.
Letos mineva 120 let od rojstva Frana Zvitra, enega najpomembnejših slovenskih zgodovinarjev 20. stoletja. Spomin na življenje in delo velikega rojaka so pred dnevi obudili v njegovi rojstni Beli cerkvi. Zgodovinar, prvi rektor Ljubljanske univerze in izjemno razgledan poliglot je bil odličen poznavalec svetovnega dogajanja. Je na spominskem večeru v pripravi šmarješke borčevske organizacije in tamkajšnje občine med drugim poudaril njegov nečak, svetovno priznani inovator Andrej Detela. On je bil v sebi izpolnjena oseba, realizirana oseba, nekako srečen v sebi, nekako zadovoljen in čutil, da dela tisto, kar mu je v življenju namenjeno in da se stvari nekako skupaj z njegovimi napori uresničujejo. In zaradi tega ni čutil nobene potrebe, da bi se potrjeval skozi drugim, samo dajal. Slovensko zgodovinopisje bi bilo brez neprecenljive Cvitrove zapuščine bistveno bolj siromašno, je prepričan dober poznavalec dela nekdanjega dekana Filozofske fakultete. Še posebej pa bi tu izpostavil njegovo vlogo med drugo svetovno vojno, ko je bil predsednik znanstvenega inštituta pri Slovenskem narodno-osvobodilnem svetu, ki je deloval v Kočevskem Rogu, v bazi 80. To je slabe pol ure hoda od baze 20. Cviter, ki se je po večkratni konfinaciji narodno-osvobodilnemu gibanju pridružil leta 1943, je delo v znanstvenem inštitutu posvetil predvsem vprašanju bodočih slovenskih meja, k problematiki pa pristopil izrazito znanstveno in ne politično. Mi smo rabili znanstvene argumente, strokovne argumente za določanje meje po drugi svetovni vojni. Če teh razmislekov strateških takrat ne bi bilo, mislim, da danes Slovenija ne bi bila takšnih mejah, kot je danes. Bila bi mnogo manjša. Cviter se je bolj kot katerikoli drugi slovenski zgodovinar prej v mednarodni strokovni javnosti uveljavil kot avtor znamenite knjige Nacionalni problemi v Habsburški monarhiji. Zelo dobro utemeljil razloge, zakaj je razpadla Habsburška monarhija in je razumevanje tudi mogoče nekaterih današnjih dogodkov, ki se v svetu dogajajo vojne, veliko lažje, če poznaš čtivo akademika dr. Frana Cvitra. V po njem poimenovani dvorani Hiše žive dediščine bo nanj v prihodnje sicer opominjal tudi njegov doprsni kip. V Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto pa so na prednovoletnem srečanju zaslužnim članicam in članom podelili srebrni znak, priznanje, ki ga društvo podeljuje za izredne dosežke na področju zdravstvene in babiške nege, promocije poklica in prispevek k razvoju društva. Vse prejemnice srebrnega znaka so si enotne, da jim to priznanje zelo veliko pomeni. Svoje delo opravljam z veseljem. Je res, da je trenutno kriza z medicinskimi sestrami, prihajajo mlade generacije, ki prinašajo s seboj tudi nove izzive, nove poglede na svet. Temu se moramo prilagoditi, ampak mislim, da bomo uspeli. Če svoje delo rad opravljaš, potem ga opravljaš dobro, če ga opravljaš predano, iskreno, potem se to vidi, potem se to ceni in prepozna. Vsa leta sem se trudila biti dobra do pacientov, do malih otrok, bolnih in njihovih staršev, kot tudi danes. Želim še naprej v tem duhu delati. V društvu so prepričani, da je danes poklic medicinske sestre premalo cenjen, saj je njihovo poslanstvo večplastno. V bistvu je ona tista, ki je od začetka do smrti, v bistvu pa je medicinska sestra steber zdravstvenega sistema. Lahko rečem, da je medicinska sestra hrbet zdravstvenega sistema in ugotavljamo, da se naša družba, naša vlada, naša država premalo zaveda pomena dela medicinskih sester. Pomanjkanje kadra v zdravstveni in babiški negi, ki se kaže v celotni Evropi, bodo morali nasloviti tudi pri nas, je še prepričana Rešetičeva. Koliko zgib uspete narediti? 1, 10, 100, morda 1000? Pobudnika dobrodelnega zgibatlona v Trebnjem sta jih skupaj naredila 3000 v 24 urah. Na Miklavževo soboto so se športna društva in posamezniki v Trebnjem in okolici povezali za dober namen. V športnem centru Top Gym so organizirali dobrodelni zgibatlon.
Postavili smo si neki izziv, potem pa smo se pogovarjali, zakaj ne bi ga naredili še dobrodelnega. Probamo se spustiti čim bolj dol, pa potegniti vsakič brado čez štango. Tako da, ja, to je ena zgiba, no. Urban je rekel, da jih bo naredil 2000, vsaj jaz sem probal 1000. 60 na uro imamo tak, rečemo, minimalno kvoto, ki jo moramo 24 ur doseči. Tle sploh v fitnessu si kar radi neke stave dajemo, pa to. Pa je že enkrat je bilo jurja, tako da smo zdaj pa rekli, gremo 2 jurja, pa še malo prišlo december, pa to, zakaj pa ne bi še dobrodelno naredili, tako da še malo dodatnega zagona do tega, da se jih res naredi, tukaj je treba. Kondicijski trener je rekel, da pač nekaj bo vsak mogel dodati tukaj, da se aktivira že zjutraj. Tako da jaz mislim, da bomo nabrali neki izgibov tudi mi. Ja. Alen nas je povabil, tako da smo se seveda odzvali. Je december tak lep prazničen čas, tako da se nam je zdelo prav in lepo, da tudi mi sodelujemo v tem dogodku. Za dober namen, za dobrodelnost gre, december je, vsi si zaslužijo lepe praznike, tako da če lahko vsaj malo pomagamo, bomo vsaj 100, mogoče kakšnega več. Na 24-urnem dobrodelnem dogodku so tako skupaj zbrali skoraj 1800 evrov in nekaj hrane z daljšim rokom uporabe. Center za socialno delo Trebnje bo zbrano razdelil. Pri svojem delu pogosto zaznavamo tudi težke stiske pri naših uporabnikih, ki jih v bistvu v te stiske pripeljejo različne okoliščine, razne bolezni, invalidnosti, smrti nenadne v družini, hude oblike nasilja v družini in podobno. In posledično to ne pomeni, da so to zgolj prejemniki denarne socialne pomoči, lahko, ampak tudi zaposlene družine, ki jih te razne okoliščine potisnejo v materialno stisko. Z nekaj pomoči in veliko dobre volje je nekaj izgib v skupaj več kot 9400 narejenih dodala tudi naša ekipa. Za konec pa še v Dolenjske Toplice, kjer je kulturno-umetniško društvo Vesel teater praznični december začelo s tradicionalno prireditvijo Teden teatra v Toplicah. 3-dnevno dogajanje so začeli z lastno predstavo s priredbo pravljice Dragotina Keteja Šivilja in škarice. Gre za zelo znano ali pa najbolj znano Ketejevo pravljico, ki ga sicer poznamo kot pesnika. Mogoče nas je pa potegnilo tudi to, da ravno naslednje leto bo 150-letnica njegove smrti. Predvsem priložnost za veliko ustvarjalnosti, za spodbujanje svoje domišljije, da mogoče narediš čez dan nekaj drugačnega, kot je tista običajna dnevna rutina. To je moja prva vloga, moja prva igra, moje prve vaje na odru in moj prvi nastop. Se probam vključiti noter, se zavem, da je pač to nekaj drugega, da je to igra. Društvo se rado pohvali, da ima gledališče v Dolenjskih Toplicah dolgo zgodovino. Prav pred 120 leti je bila uprizorjena prva predstava naših predhodnikov bralnega in pevskega društva Toplice, tako da je tudi letos en tak spominski dan. Naše društvo je staro dobrih 20 let. Prav vsako društvo je zelo dobrodošlo. Že sam izraz pomeni, da gre za druženje ljudi. In v časih, v katerih živimo, je se po moji oceni ravno druženje tisto, kar ljudje potrebujemo, medtem ko smo obremenjeni z vso ne vem kakšno tehnologijo. V goste so povabili gledališko skupino iz Leskovca pri Krškem, zadnji dan pa so se predstavili z izborom 3 avtorskih skečev pod skupnim naslovom Topliške zdrahe. Izziv za pripravo teh skečev so neke vrste lokalni problemi, lokalne zgodbe, na katere pač seveda mi pogledamo z humornega zornega kota, skozi očala nekih klasičnih, da rečem karikiranih, vendar dobrosrčnih topliških likov. In gledalci so se jim nasmejali, ker so se v njih prepoznali. Želimo vam prijeten preostanek dneva in seveda ostanite v naši družbi. Srečno!